Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti torej je konec aprila izdal to svoje poročilo o kriminaliteti v času epidemije in pravi takole. Največji številčni porast kriminalitete v absolutnih številkah tako zaznamo pri kaznivih dejanjih, ki sodijo v poglavje, ki varuje zakonsko zvezo z družine in otroke. Nasilje v družini v času epidemije, torej če prevedem v preprosti jezik, je več. Govorimo večinoma o najšibkejših ženskah in otrocih. Ta vlada mora začeti konkretno ščititi šibke, ko zaenkrat smo v času epidemije videli zaščito bank, videli smo zaščito kapitalskih interesov nad ljudmi, nad okoljem, videli smo zaščito političnega razreda celo z robokopi in ograjami. O zaščiti šibkih bore malo. Še vedno imamo največ brezposelnih, še vedno imamo starostnike strpane v domove, še vedno imamo samozaposleni, ki ne vejo, kako bodo preživeli mesec ali pa poletje, kaj bodo obdržali od služb, kaj ne, imamo samohranilce, študente, podnajemnike in tako naprej. Povečano število primerov nasilja v družini je posledično tudi rezultat neučinkovitih vladnih socialnih ukrepov v protikoronskih zakonih. Več ljudi doma, več negotove prihodnosti, več stisk, več nasilja. In zdaj kot družba, ne glede na to, kako se politično opredeljujemo, kot družba celostno, ne smemo dovoliti, da tiste najšibkejše, ki se v tem času že poleg vseh ostalih stisk, ki so jim prišle nasproti, srečujejo še s fizičnim, še s psihičnim nasiljem, da vse te ljudi postavljamo na stran.